Letošnji svetovni dan ekološkega dolga dosegamo 2. avgusta, kar pomeni, da bi človeštvo za udobno življenje rabilo skoraj 2 zemlji. Slovenija pa je svoj dan ekološkega primanjkljaja dosegla že 18. aprila. Če bi torej naš povprečen življenjski slog živeli vsi zemljani, bi zanj potrebovali 3,4 zemlje. Znanost nas opozarja, da je sedanje desetletje ključnega pomena za to, da bi obrnili trend izpuščanja toplogrednih plinov in s tem dosegli cilj ustavitve segrevanja zemeljskega površja na 1,5 stopinje v primerjavi s predindustrijsko dobo. Vedno bolj ekstremni vremenski pojavi in naravne nesreče okrog nas na tako rekoč dnevni ravni so jasno opozorilo, da časa resnično ni več. Slovenija pa se segreva 2-krat hitreje od svetovnega povprečja. Tudi v Sloveniji potrebujemo bolj ambiciozne politike za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje. Zato pozivam predvsem k oblikovanju močne in enotne politične volje za večjo odgovornost in učinkovitost naše države pri sprejemanju in izvajanju odločnih korakov zoper podnebno, okoljsko in biodiverzitetno krizo. Ti ukrepi morajo biti celostni in dolgoročni. Država mora pri podnebnem upravljanju in prostorski ureditvi usmerjati in podpirati tudi regionalno in občinsko raven. Pozdravljam proces oblikovanja novega zakona o podnebnih spremembah in prenovi nacionalnega, energetskega in podnebnega načrta. Prav je, da ta proces vključuje širše posvete z različnimi deležniki in tudi civilno družbo. Pričakujem, da bodo ti glasovi slišani in ustrezno upoštevani v končnih inačicah zakona oziroma načrta. Slovenija zaostaja pri rabi obnovljivih virov energije, zato pozdravljam novi zakon o umeščanju naprav za obnovljive vire energije v prostor. Hkrati pozivam vlado, da v nadaljevanju za njegovo izvajanje in prostorsko umeščanje določi osnovne standarde za varstvo ljudi in narave. Država, ki je dolžna skrbeti za našo zdravo življenjsko okolje, naj pri tem k sodelovanju povabi ustrezno stroko, tudi krajinske arhitekte. Boj zoper podnebne spremembe namreč ne sme iti na škodo narave. Narava je v tem najpomembnejšem izzivu sodobnega časa naša ključna zaveznica. Prehranska varnost oziroma suverenost v povezavi z ohranjanjem rodovitnosti prsti bosta vedno pomembnejši. V krogotoku narava, kmetovalec, potrošnik, se zavzemam za podporo kmetovanju po načinu ekološkega ohranitvenega kmetijstva. Oktobra letos bom gostila forum o prehranski suverenosti. Sedaj je naša samooskrba, posebej s sadjem in zelenjavo, veliko prenizka. Poraba mesa v Sloveniji pa je previsoka in tedenski dan brez mesa bo tudi zdravju prijazen. Gospodarstvo bo moralo zadovoljevati potrebe vseh znotraj zmogljivosti planeta. Slovenija je zavezana k zelenemu dogovoru znotraj Evropske unije. Podjetja bodo svojo konkurenčnost temeljila tudi na izpolnjevanju teh novih zelenih standardov. V našo družbo vključujmo načela in ukrepe krožnega gospodarstva. Del podnebno-okoljske enačbe je tudi podnebna pravičnost, ki prepoznava najbolj podnebno ranljive regije in prebivalce, tako na globalni kot državni ravni. Vsem moramo omogočiti udejanjanje zelenega prehoda in možnost za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Ocenjujem, da je javna podpora zelenemu ukrepanju in varstvu okolja visoka. To res presega tradicionalne ideološke delitve in mora biti stvar širšega nacionalnega soglasja. Zdaj se odločamo o tem, v kakšni državi želimo živeti naslednjih 20 ali 30 let. Skupaj in vključujoče moramo sprejeti prave in dovolj odločne ukrepe za to, da bo Slovenija v naslednjih desetletjih sodobna, zelena in tehnološko inovativna država, iz katere mladi ne bodo več odhajali, temveč bodo lahko živeli in delali v varnem, privlačnem in ustvarjalnem domačem okolju. Ne več na račun prekomernega izčrpavanja naravnih virov, temveč v sozvočju z naravo in v zdravem življenjskem okolju. Pravico do zdravega življenjskega okolja nam zagotavlja naša ustava. Posebej ponosna sem,
da je Slovenija skupaj s podobno mislečimi državami dosegla priznanje nove človekove pravice do čistega in zdravega življenjskega okolja v Organizaciji Združenih narodov in na lanskem COP27 v Egiptu. Na letošnjem COP28 v Dubaju bomo nadaljevali s prizadevanji za uresničevanje te pravice v naših državah. Ljudje planet uničujemo, a ljudje smo edini, ki ga lahko rešimo. Vsak in vsi skupaj se moramo potruditi po svojih najboljših močeh, to je naša dolžnost.